zdravstvo je prva prioriteta te vlade. Poleg sistemskih ukrepov, ki jim posvečamo ogromno pozornosti, v tem trenutku poteka pospešen investicijski cikel širom po Sloveniji. Ne samo v bolnišnicah, ampak tudi v obeh UKC-jih. In v UKC Maribor sem se danes prišel tudi osebno prepričati, da vidim, kako tečejo stvari pri načrtovanju in pri začetku konkretnih investicij. To je nadaljevanje sestanka, ki smo ga imeli pri meni v kabinetu pred 14 dnevi, ko smo se dogovorili za konkretne korake in želel sem videti na lastne oči, ali se dogovor tudi uresničuje. In moram povedati, da sem bil vesel, ko sem videl, da je gradbišče zaživelo. Bil sem vesel, ko sem videl, da se dogovori izvajajo in da bodo lahko investicije v skladu z planiranimi časovnicami tudi izvedene. In moram reči, da je odgovor, ali želimo in potrebujemo to novo onkologijo takoj, odgovor je da. Še posebej, ker imamo tako požrtvovalne zaposlene, ki bo znali te prostore tudi dejansko uporabiti za najbolj plemenit namen, in to je za pomoč tistim bolnikom, ki so v resnici najbolj prizadeti, in to so bolniki z rakom. Dogovarjali smo se tudi o konkretnih korakih glede nabave opreme, novih obsevalnikov in, kot rečeno, infekcijske klinike. Več konkretnih korakih vam bodo povedali moji sogovorniki. Jaz sem danes zadovoljen, ker vidim, da se stvari premikajo in ker bodo ne samo na onkologiji, kjer je gradbišče že zaživelo, tudi na ostalih področjih v naslednjih tednih in mesecih bodo zadeve že vidne. Veseli me, da smo lahko sporočili novico, da so sredstva zagotovljena, da se investicija aktivno začenja. Kot veste, je bilo gradbeno dovoljenje za onkologijo pridobljeno prejšnji teden in so se gradnja tudi pričela takoj v ponedeljek in se tudi, verjamem, bo uspešno nadaljevala. Sprejeti bodo tudi ukrepi, kako bi se investicija še pospešila, da bi vsaj v večji meri nadoknadili čas, ki je bil izgubljen zaradi pritožbe lastnikov sosednje stavbe. Govorili smo tudi o infekcijski kliniki, kjer je pripravljena projektna dokumentacija. Izdelana je bila revizija, ki je bila predstavljena včeraj na ministrstvo, vsekakor pa se bodo že v naslednjem tednu z UKC Maribor pripravile določene prilagoditve projektne dokumentacije in tudi na tem projektu se bo delo v kratkem nadaljevalo oziroma začelo oziroma nadaljevalo. Gospodu predsedniku vlade in gospe ministrici zahvaljujem za tokratni delovni obisk v UKC-u. Ti delovni obiski so običajni in so v zadnjih mesecih zelo intenzivni glede na težave, s katerimi se srečujemo, za katere pa potrebno povedati, da seveda niso težave, ki smo jih srečali danes, recimo stavba na Masarikovi, tista, ki je danes morebiti v ospredju, pa ni edina naša težava. Ta zadeva se vleče iz leta 2009, se je vedno bolj zapletala in potrebno je povedati, da leta 2022, ko se je delala projektna dokumentacija za novo onkologijo, takratno ministrstvo je stavbo izločilo iz same projektne dokumentacije, kar nam je seveda povzročalo dodatne težave in nam jih še povzroča. Na skupnih delovnih sestankih, ki so izjemno intenzivni, ki so tedenski, se trudimo te izzive namesto težav reševati in mislim, da bomo lahko v razumnem roku omogočili bolnikom v tej regiji takšno zdravljenje, kot si ga v takšni ustanovi zaslužijo. Ob tem pa seveda kakovostno zdravljenje ni možno, če zaposleni ne delajo v razmerah, kot so potrebne za sodobno medicino, in tukaj imamo v tej ustanovi nekaj izjemnih ekip. Torej ja, danes smo si nalili dobesedno čistega vina, dorekli še določene stvari in zelo sem vesela in hvaležna, da sem lahko povabila jih tudi na našo onkologijo, pokazala, kje so naše težave, pogledali smo si praktično vse prostore, hkrati pa sem lahko tudi izpostavila, kje so pa naše tiste prednosti, ki smo jih pa lahko dosegli od začetka onkologije. Recimo, da imamo najboljši sistem na svetu glede planiranja,
ki deluje tudi na podlagi umetne inteligence. Da na radioterapiji imamo paperless sistem, kar si ga dejansko želijo vse bolnice, imamo ga pa mi. In še tudi druge stvari. In tudi moje sodelavce, ki sem zelo hvaležna za njih. Zdaj mora biti, boste videli. Torej, konkretno rok za onkologijo, prva faza je, se pravi, nadgradnja obstoječega objekta iz leta 2009, je, bom rekel, v terminskem planu. To pomeni, zaključevanje tega objekta pričakujemo spomladi leta 2025. Druga faza, ki nam je bila seveda ovirana, moram pa tudi povedati, da ni vedno vse v naših rokah, je pa dejstvo, da vedno je naročnik tisti, ki na koncu v bistvu mora nekako zadevo pokreniti, je linearno podaljšanje. To pomeni, jaz bom rekel, tudi intenzivno vodim sestanke z izvajalcem. Neka časovnica linearnega podaljšanja je 30.9.26 in pa v bistvu pripravljamo tudi ukrepe, na osnovi katerih bomo prav gotovo skušali doseči nek konsens, dodatek, ki je smiseln, zato da bomo do te pridobitve tudi čim prej prišli in to izgubo časa tudi nekje nadoknadili. Glede infekcijske klinike, kot je ministrica povedala, zunanja revizija je bila narejena. V bistvu ugotavljamo, da je projekt za izvedbo del dosti kvaliteten, kar se tiče funkcionalne zasnove samega objekta. Nimamo več teh problemov, je v bistvu tudi narejen tako, da zelo ščiti tudi zaposlene, kar se tiče njihove varnosti, kar je v bistvu zelo pohvalno. Moram tudi povedati, da projekt za izvedbo del je kasnil pri projektantu 3 mesece, zato je tudi, bom rekel, mogoče malo nek zamik. Stanovalci. Glede stanovalcev smo včeraj izvedli sestanek. Jaz mislim, da ne glede na to, kakršenkoli je bil razplet, je bil uspešen, namreč dokler se znamo pogovarjati, je to zelo dobra zadeva. Če bi, na primer, prišlo do tega, da bi nekdo obstruiral te sestanke, bi bilo bistveno bolj zapleteno. Se pravi, nadaljevali smo v koraku iz 30.7. letošnjega leta, ko smo v bistvu poslali vsem stanovalcem neobvezujoče ponudbe za odkup. Znano je že iz medijev, da jih je 5 na to pristalo, 6 se še odloča. Mislim, da tudi pri njemu ni problemov. Moram pa pri vsem skupaj poudariti to, kar je vedno morda izpostavljenih v medijih, odkup Maserikove ni predmet projekta onkologije in onkologija zaradi tega ne more stati. Vidimo danes, da žerjavi delajo, da v bistvu gradbena mehanizacija je v gibanju, delamo naprej in se ne bojimo tega, da bi se gradbišče še ustavilo.